Zame je pravzaprav danes en tak poseben dan, ne. V bistvu sem zelo vesela, ne, da je z mano Helena Kodar. Kot vi jo, veliko med vami jo kar dobro pozna, ste se kar nekaj časa z njo družili ob filmih, se pogovarjali. In včasih se ti tako zgodi, zdajle smo majčkeno klepetali, a ne, da pravzaprav bom šla pred filmom, a ne, k temu, kako se stvari tudi dogajajo, a ne, da sem vedno znova presenečena, kako fajn publika ste, a ne, kako fajn razmišljate, kako na nek način gre za en pretok, za en pogovor, za razmišljanje ob filmu. In se pa včasih tako zgodi, a ne, in meni se to danes dogaja, ne, da Heleno Kodar tako zelo cenim in tako se mi zdi ena taka modra ženska, da potem mi je kar malo nerodno, a ne, in mi je danes majčkeno bolj nerodno kot običajno, ker pa se kar nekaj let že poznava, zato se tudi tikava, a ne. Nekajkrat smo se malček staknili skupaj, ampak prav pri ljudeh, a ne, ki jih tako ceniš, ni nujno, in če nisi prav tako zelo osebno povezan, da si prijatelj, imaš pol še malo večjo zadrego, a ne. In sem si rekla, boljš, da to na začetku povem, a ne, zato da, ker se bo mogoče malo to videla, a ne. Ja, ta zadrega je kar oboje stranska iz podobnih razlogov, tako da zame pa tole zdajle malo poseben in je tudi en tak injan, ne, ker je, mislim, da je 7 let, ne 12, ampak 7 let, ker sem takole tle z vami se imela veselje pogovarjati in so eni taki, ena pretekla življenja, ne, ker se pojavijo vsi te. Bom jaz namesto tebe spila, tako me kar... Hvala lepa, hvala, da malo najino zadrego majčkeno olajšate. Ja, jaz mogoče pa greva zdaj mogoče malo k filmu, a ne, kjer bova nekako našli tla, a ne. Zanimivo je še nekaj, no, preden grem v filmu. Zdaj, kakšen teden nazaj, a ne, sva se srečali v uredništvu, ker namreč Helena pripravlja zdaj z mojim kolegom, urednikom Andrejem Ilcem, svojo knjigo Krošnja z neznanimi sadeži. Ta naslov je zelo lep, a ne, gre za vers od Petra Kolška. Mogoče se bova bolj proti koncu še malček dotaknile te knjige Heleninih razmišljanj. Jaz jo pravzaprav nisem nič brala, jo pa težko pričakujem. Jaz sem vam že povedala, da se jaz ukvarjam predvsem z otroško literaturo, a ne, to bo pa pravzaprav knjiga za nas odrasle bralce, ampak se pa seveda ta knjiga dotika tudi nasploh umetnosti, ampak tudi filma, ne, ampak bova se pol vrnile k temu. Sva si pa rekli po filmu, a ne, ta režiserka je še zelo mlada, to je njen prvenec, Celine Song, in prav ta prvi prizor, a ne, obedva sva to seveda prebrali, a ne, na nek način je tak avtobiografski in veliko teh delov je njenih avtobiografskih, je pa res nenavadno, kako je ta mlada režiserka in scenaristka ta film naredila, a ne. Res na nek način močen, nežen, z malo besedami, a ne, je tako zelo veliko besedami v narekovaju povedala. Pa mogoče tebe vprašam, Helena, kako si ga ti doživela, da poveš kaj besed o tem. Ja, ta film je, mene se je zelo dotaknil, no, že ko sem ga prvič gledala in potem sem se pravzaprav čudila, kje je moč tega filma, ker ta zgodba je tako minimalna, ne, nič je ni. Nič ni, ko bi rekla, nobenih teh napetosti, takih dogodkov, pretresljivih in tako, mislim, pretresljivih, seveda so, ampak nadzunaj pretresljivih, ne. In tako da ta režiserka je res super nadarjena, da je tako mojstrovino naredila. Pa še to me preseneča, ne, ker je ta film, kot lahko beremo, pravzaprav zelo avtobiografski film, en izpovedni film na en način. In zato me pravzaprav čudi, kako je dosegla to univerzalnost, da smo vsi pravzaprav skozi cel film zadržuješ nekog dih in
se identificiraš v bistvu z vsemi, čeprav je ona je pač problem, ne. Ona je tisti človek, ki te glavne stvari doživlja. Mislim, z njene optike je tudi film nekako narejen, ampak vendar ne, kako da je to tako eno univerzalen film, ki ga pač vsakdo se, saj jaz sem tako doživela, vsakdo se z njim nekako lahko identificira in trepeta do konca, kdaj bo to eksplodiralo ali implodiralo, a ne, tako kot se pol na koncu zgodi, ne, ta pretekla življenja, ki jih jaz nič ne dojemam tako kot, to je pač metafora za tisto, kar je v človeku, ne. Marcel Štefančič to sem prebrala, njegovo kritiko že takrat v mladini, jaz redno to preberem, a ne, ker on ima take fajn analize. Je v tem, za ta film je, kako bi rekla, analiziral eno pesem od Roberta Frosta, ameriškega pesnika iz pravzaprav konca 19. pa začetka 20. stoletja oziroma prve polovice 20. stoletja. In sicer The Road Not Taken, to se pravi neizbrana pot. To je ena zelo znana pesem, jaz jo nisem poznala, ampak pesem govori o tem, da pač prideš na neko razpotje in potem se odločaš, moraš pač eno pot izbrati, če hočeš kam priti, ne. In je pač svoje razmišljanje Štefančič v tem smislu, ne, da pač je to film, kaj bi, če bi se jaz tako odločil, pa, a ne. In pravzaprav to je v vseh življenjih tako, ne, vsak korak, ki ga narediš, je pravzaprav ena odločitev. Ko bom šla domov, a ne, a bom šla po Miklošičevi ali po Kolodvorski, druge ljudi bom srečala, nekaj drugega se bo zgodilo. Tako da on je v to smer razmišljal. Meni se pa še bolj zdi v eno drugo smer. Namreč ta pretekla življenja, te nanosi našega doživljanja, ki potekajo, ki se dogajajo v nas in jih pravzaprav v vsakdanjem življenju v bistvu ignoriramo na en način, ne. In se mi zdi, da ta film to tako eksplicitno in jasno kaže, kako je to vse, kar smo doživeli, vsaka srečanja, predvsem pa seveda, kaj smo doživeli v naši domovini, otroštvu, a ne. Vse to se nalaga in pač nas oblikuje in mi pa hodimo po nekih drugih poteh oziroma zbiramo poti, kakor jih najbolj znamo in seveda se dogajajo pa ta razpotja, ne. Ne vem, če sem Ja, na en način razpotja, po drugi strani pa tudi, kot tle izrazijo oni, a ne, ta in yang, ne. Ja. Se pravi, z obeh strani. Mogoče bi kar zdaj še kdo od vas kaj povedal, dodal, vprašal. Zdaj mogoče ravno tak trenutek, Meta. Sem prav vesela. Ne morem dočakati, da lahko pozdravim Heleno Kodar. In zaradi nje bom nekaj zelo osebnega povedala. Jaz ugotavljam, da kako dober je biti star, ker tiste stvari, ki so te bolele, ki si bil mlad, se zdaj nanje nasmehneš in si rečeš, kako nam je bilo lepo. Jaz mislim, da mnogi smo doživeli te prve neuresničene ljubezni. To spada v življenju, pravzaprav, ker takrat se nam je svet podiral. Jaz sem imela vtis, da sem najbolj nesrečna punca na svet in ker me tisti edini fant ni maral. In to je bila največja tragedija v življenju in se sploh nisem zavedala, kaj življenje v resnici prinaša zares. In to me je tako se dotaknilo v tem filmu, toliko je mojega doživljanja, v tem hrepenenju.
to je nedopovedljivo. Ampak da ne bom predolga. Mene je danes, pa drugič gledam, ne, mi je vstopilo v spredje to, 3 prekrasni ljudje in vendar en drugemu bolečine povzročajo. Mislim, ni treba, da je nekdo zločinc, ampak če se imamo radi, gremo skozi različne krize in življenjska pač taka in drugačna doživetja in tako zelo mi je blizu ta mož, ki trpi, ker ta 2 človeka imata neko svojo preteklost in njega v njej ni. Ona 2 šele bosta svojo prihodnost zgradila, ampak mi je toplo pri srcu, da se je žena k njemu vrnila. Bi še kdo? Mogoče na balkonu, ki vedno malo slabše vidim? Je kdo na balkonu? Tako kot ste vi rekla, Meta, v bistvu ta preteklost nas na nek način vedno znova se oblikuje, so neke usedline, so neki spomini. In zdaj jaz pri teh preteklih življenjih tako se mi zdi lepo, da si rekla, da je to na nek način ena metafora, kako se nam včasih kakšne stvari stkejo in se pridejo na dan. Tukaj sem pa jaz veliko razmišljala tudi o tem, da je to že tako se nam ob enih prelomnicah življenjskih, pa ne bo to, ne vem, ko stopiš v nek nov partnerski odnos, ko se kaj poruši, ko se kaj rodi, ko je kaj težkega, ko je kaj lepega, se ti na nek način začnejo prikazovati, ali pa pridejo na plan ene usedline iz preteklosti. V Naključjih sva se tudi pogovarjali v zvezi s tem filmom. Ampak se mi zdi, da kadar gre pa za izseljensko, da se ti zapustiš, lepo si rekla, vsak ima to svojo otroško domovino. Tudi če smo pravzaprav v istem kraju, v isti državi. Če se pa preseliš na drug konec sveta, se mi zdi, da je pa to še toliko bolj izrazito, da je nekaj ostalo tam in tam, kjer si, je res drugače, kot je bilo. In potem se ti lahko te mladostni odnosi še drugače prikazujejo. Pa tako ali tako smo nekako nagnjeni k temu, da tisto, kar gledaš za nazaj, vidiš drugače, kot tisto, kar živiš zdaj. Ja, ta film je pravzaprav glavna vsebina filma, je ta identiteta, ki je pač drugačna od okolice njene. In ona je, mislim, da je to pač usoda vseh ljudi, ki grejo iz svojega jezika, iz svoje domovine, od svojih sorodnikov in se morajo tle to pokazati tam tako na fin način, ko punčka, ko pride v tisto šolo v Kanadi, kako tam se noben ne zmeni za njo. To so te travme, ki se pač dogajajo in ta film je zelo o tem, kaj je pravzaprav, kaj je identiteta človeka, ki ona lepo je to na koncu filma, ko ona prav ta deklica, kako je bilo že ime, Jun ali nekaj takega, prej je bila, zdaj je Nora, pa mislim. No, ja, prav, ona je ostala tam, zato ni nič, jo ni več, nje ni več, ampak zato ni ona nič manj resnična, ona je še zmer te, seveda je tudi v njej je še zmer ta deklica, čeprav je ni več. In to je tisti citat bi lahko potegnili od Shakespearja iz Viharja, iz take smo snovi kot sanje, okrog naših malih življenj, je samo spanje. Tako, ravno ta film tako na lep način, neverjetno, kako bi rekla, odrasel. Jaz bi pričakovala enega starejšo, modrejšo avtorico, ampak izgleda, da so te generacije že tudi tako modre, da se to znajo izraziti. Da ne govorim seveda tudi
o čisto režiji, ne, pa o tej neverjetni fotografiji od Kirchner, mislim, da se piše ta, to se pravi direktor fotografije, ne, in New York, ne, zelo drugačen, kot ga vidimo v filmih, pa zelo enovit, ne, pa res ustvari občutek tega termitnjaka, no, teh življenj za temi okenci, ne, tako z majhnimi, vse pa z majhnimi sredstvi, minimalno. Meni se zdi odličen film. Ja, zanimivo je to, ne, ker v resnici ni veliko stvari izrečenih, a ne, zelo veliko je tudi s pogledi, s to fotografijo, s kamero, s premiki in to pride tako do ene take močne atmosfere, kot da bi se ti to noter v tebi, a ne, v tvoji glavi dogajalo, a ne. In nekako to tako, pa še ta del, kar je Meta, kar ste vi omenila, a ne, da so vsi te trije ljudje tako nekam človečni, tako nekam nežni. In je po eni strani ena bolečina in razumevanje in tudi ena počasnost, no. Ja, vsi razumejo, ne, razumejo in vsi so empatični, ampak ona je tista, ki odide, ne. Ona je tista, ki odide, ona je pač ambiciozna, ona hoče v življenju nekaj doseči, početi točno to, kar se je odločila, da bo počela, in zato je Koreja zanjo premajhna, ne, premajhna, ne, ja. tako. Ampak hkrati je pa tako, se sem spomnila zdaj na ta, ko je mama, ne, preden so se odselili, rekla pač mami od dečka, ne, je rekla, ker je ona, pa zakaj sploh morate iti, no vse zadnje vama je tukaj dobro, ne, ti si umetnica, on je režiser, in je rekla pač, nekaj izgubiš, nekaj pa pridobiš, a ne, je rekla mama. Dobro, takrat se še ta deklica ni mogla sama odločati, a ne, ampak potem je pa tudi, ona je tista, ki odide zanj in hkrati je tista, ki ostane za moža, ne. Se mi je zdelo tudi to tako kar lepo, ne. No, pa je tudi ta dialog, ne, v posli z možem, ne, to je ena mojstrovina taka, pisanju dialoga, ne, in njegovo razmišljanje, ne. Ampak to je življenje, ne, to je v življenju pač bistvenih stvari ne načrtujemo, ne. Bistvene stvari se nam zgodijo, če smo pač občutljivi, ne, če spoštujemo svoj čustveni svet, če se ne pustimo čist pač povoziti, no, tej življenjski rutini, no. A veš, mene zanima, Helena, ker ti vendarle imaš tudi kar močno izkušnjo, da si bila pri mnogih filmih, a ne, hkrati scenaristka in režiserka. Res da pri dokumentarnih, ampak to, če si, ja, to je drugo, kar je dokumentarno, ampak vendarle si na nek način v obeh vlogah, a ne. Zdaj pa kako se ti zdi, da je bilo to pri tej režiserki, ker pač vendarle je bila na nek način sama, a ne. Ja, ki svojo izkušnjo, ja, težka profesionalka je, ne, mislim. Naredila je najbrž vse najboljše možne šole za to, ampak sej šole to ne morejo narediti. To je velik talent, a ne. Ona je pač zgleda, pač je to res njeno, tako da mislim, da se je ona čisto od tega svojega lika ločila, no. Tle moramo seveda to igralko, ne, o tej igralki, Greta Lee, to je neverjeten, kaj ta njen negibni obraz, koliko enih čustev zaznaš pod to skorjico, ki si jo nadene, ne, je izjemna igralka, tako da, no,
vsi so bili odlični igralci. Ja, res, tako da, res, tle je res. prvovrstna ekipa, ne, tako da, lej, Mogoče bi pa zdaj dala spet še malo vam besedo, da kaj vprašate ali pa poveste, ker vas malo gledam. Ja. Nadejte. prosim. Zdaj bom povedal anekdoto. Ne. Žena mi je rekla, da ne boš spet samo hvalil, ne, ker je, ampak ne morem si kaj. Ne. V bistvu tak lep romantičen film, ne, ki potem, ko ga pa skušaš gledati malo z tega profesionalnega vidika, je res to, kar je gospa Kodrova rekla, vse drži, ali pa vi, Irena. Tako da je pač super film. Ne. Meni je žal, da ga nisem že takrat gledal, ker je bil v rednem sporedu, ampak verjetno prav v tem ambientu, pa v tem okolju in tej družbi drugače doživljamo filme. A ne? Je tudi tu ena posebna klima. Ne? Tako da res, ja. smo drugače uglašeni na to. In lahko pa samo to rečem, da mene je navdušilo to, ker je film, ki govori o neki drugi kulturi, ne? V čist drugem svetu, drugih filozofskih izhodiščih, pa vendar pove eno samo zgodbo. Ne. Ljubezen je enaka in večna povsod. Ne. In potem jo prepoznamo, tako kot je prej gospa pred mano rekla, vsak v svoji zgodbi, vsak v tisti mladosti ali pa kasneje. Ne. In da je to, kar pa potem ta omogoča Amerika, ne, kot zlitje vseh teh različnih kultur, pa pokaže potem to človečnost, ne, med možem, ki je kot Žid, ne, pa Korejko, ki čist iz drugega sveta prihaja, pa še nekaj me je nagovarjal. Ta moško-ženski princip, ki je skozi ves film tako simpatično tudi poudarjen, tudi v dialogih in pokaže to čustveno odprtost, ne, tega moža in pa tudi njega, hkrati pa humorno poudarja te fantovske elemente na korejski strani skozi te družbe, opijanje in hece in tako naprej. Tako da film v superlativih, ne, in odhajam vedno zelo, zelo zadovoljen iz teh naših srečanj. Ne. Tako da upam, da so tudi naslednji filmi tako dobri. Ne. Pa predvsem tudi gostje in hvala gospe Kodrovi, da se je odzvala na to povabilo. Ja, jaz se zahvaljujem Kinodvoru za povabilo in tebi, Irena, pa da sem dobila tako dober film, ki mi tako sede na dušo. Ja. Ne, tako ste, ja, izvolite. A veste, ta razkorak časoven, ki je prikazan, Ja. je tako lepo skrito tisto nemoč, ki ne smeš iti nikamor, ki si pod kontrolo. Ona je v Ameriki ni mogla iti nikamor, ker je prišla z nekim dovoljenjem staršem in je morala biti tam na severu Amerike, gor, Kanada, Amerika je lahko. On pa ni mogel iti nikamor in to hrepenenje tako na lep način pokažejo. Ne grobo, ne. Čist tak oseben pristop k te časovne razlike. Kot da ni nekoga nad njimi, ki jim to komandira. Ko ste dobro povedali, pa zdaj se mi je tudi, kako ste vi izpostavili ta moški-ženski princip in hkrati, a ne, tam, ko se ona, takrat, ko se potem najdeta, a ne, po tistih 12 letih preko spleta, kako se pač ona zaradi te bolečine, a ne, odloči prekiniti te stike, a ne, in zbere to, a ne, tako, ko gledamo, kar neverjetno moč, a ne, da kljub vsemu hrepenenju in temu, da bi nekako našla nek način, da bi se srečala, pač raje prekine zato, da bo imela moč se posvetiti, ne, k študiju in svoji poti. Ja, imela je tisto leto pred sabo že zakoličeno vse in je vedela, da če bo šla v Korejo, da se ne bo vrnila. Ne. Ona se je pa hotela vrniti. Vse je, to je tudi film o svobodni volji, ne, recimo, koliko smo svobodni pri svojem odločanju. Ne. Izberemo eno pot, pa je treba mogoče nekaj drugega žrtvovati, ne, oziroma
dve poti sta neizvedljivi. Živimo samo v enem trenutku. Ne. Te pa včasih zanese v to, da se vprašaš, kaj bi bilo, če bi bilo tako. Ne? Ja, seveda. Ja. Čeprav si pač tam, kjer si, ne moreš za nazaj, ne? Nekaj spreminjati. Ne? In tudi to se mi zdi, da je lepo prikazano, tudi to, kar reče on, da v bistvu mu je tam, ne? Ko reče, mi je težko, ko vidim, da je tvoj mož res fajn, ne? Kako neznosno mi je težko. Ne? Tam je kar tako, lahko bi se tudi kako drugače obrnila, ampak je kot je. Ne? Ja, ko Marcel Štefančič ne piše o tej izbiri teh poti, pa tako med drugim tudi prav, ne, da pravzaprav je tako lep ta odnos med njima, ne, ta neizpolnjena ljubezen, jima je prav usojena zato, da bi ostala neizpolnjena, da jo ne banalnost vsakdanjega življenja nič zaznamoval, da ostane kot, da jima je to usojeno, ne, tako na tak način. Ja, jaz sem to prebrala tudi in sem to videla tudi na ta način, da gre tukaj vendarle še za, takrat sta bila še otroka oziroma na začetku najstniškega obdobja, zato to, kar nas tudi velikokrat, ko se spominjamo otroštva, ne, ali pa starejši, ki si bolj drugače vidiš, kako je bilo to včasih polno, ker si bil tako odprt in do konca ti in igriv in radosten in scela. Ne. Potem se pa seveda v življenju vse sorte zgodi, so različne. Takrat je pa še vse nekako pred tabo, ne? Saj tisto je tudi tako malo komično, ne? Kako sta se, in tudi to, no, kaj on je reče psiho, ne, kao ona takrat znori, potem pa se to čist, ker ta prizor je pa res močen, ne, tole poslavljanje. Ja, ta prizor je tako dramaturgija, ne, to dramaturgi bi znali to povedati, kako je mogoče, da nas tako drži, ne, ta prizor zelo. Zelo, ne. Bi še kdo kaj? Aha, zdaj pa imamo balkon, zdaj pa vidim. Najprej lep pozdrav posebno tudi gospe Heleni in obema se opravičujem zaradi glasu mogoče, ampak upam, da bom lahko povedala. Vse, kar je bilo danes povedano, se strinjam, ampak jaz sem videla pa še nekaj drugega. Za mene ta film ni dokončen, ker tisti prizor ločitve je bil ponovljen. Ampak kaj je on rekel? On ni rekel adijo, kot je rekel kot otrok, ko je bil neskončno prizadet, da kot njen dober prijatelj, ne, je zvedel tako iza ovinka, da ona odhaja. Mu ni to povedala, ni bilo dorečeno. Torej ta bolečina nedorečenosti, ne, ko je pa zdaj rekel, je pa rekel, da upa, da se še vidijo. Ne? To se pravi nasvidenje. Ni rekel adijo v tem smislu. Torej po moje ta zadeva nekako ni zaključena in nekako iz racionalnega stališča gledano so zdaj trije v igri, ki bojo, če je to res tako močno čustvo, ki jim bo to pustilo določeno senco in določeno bolečino, ki jo bojo nesli s seboj, dokler ne bo nekako čisto dorečeno. To se meni nekako zdi, ker on, Korejc, ki je odhajal, je pustil pot odprto. Torej, to se veste kako. Zdaj kot pa nauk iz tega filma, se mi pa zdi, da je fantastično povedano, ravno to, kar ste gospa Helena omenila, meni ta stavek iz take smo snovi kocanje osebno zelo veliko pomeni, da to poudari. Mi se tega ne zavedamo, da je lahko naša, da smo zelo tudi čustveni, ne? Pa se racionalno velikokrat odločamo, zato ker želimo doseči to in mogoče tisti notranji vzgibi, kdaj so s to veliko željo, da nekaj dosežemo, potisnjeni
pohojeni ob stran. In da če se ti to zgodi, da je pametno se ustaviti, pa takrat premisliti, če te to doleti, ne, da želiš nekako polno, tudi kot čustveno živeti, da nismo samo za cilje, za uspehe, ampak da so čustva zelo pomemben sestavni del nas. Smo res kot iz take smo snovi kot sanje. Ne? In da na to ne bi bilo, ni prav, da človek pozabi. In da se ti to baštuje, če to pozabiš, če to nekako tako čutiš. No. To je bilo meni še dodatno, mislim, da ni bilo rečeno. Zdaj, če se z mano strinjate, ne vem, ampak tako sem jaz to razumela. Helena, ti reci. Ja, jaz sem pravzaprav ta konc, ta njegov se vidva, ne, jaz sem ga bolj tako razumela kot tisto formalno, gremo naprej, ne, tako da ne vemo, kaj se bo še v prihodnosti dogajalo, ker tudi v življenju ne vemo, ne, ampak film gledamo kot pač eno celoto, ki je pač ima svoj začetek in svoj konc, ne. Jasno, da se po vsakem filmu se potem še življenje teh igralcev nadaljuje, ne, lahko, ampak jaz mislim, da je torej režiserka tega filma pač nekako skušala zaključiti tle in ostanemo prijatelji, seveda, ampak lahko se pa seveda zgodi, Bog ve kaj. Ne, Sej, ravno to preden vam dam takoj besedo, meni se zdi ravno ta zadržanost, ne? Na nek način, ker niso stvari izrečene, da lahko zelo različno vidimo in zelo različno si lahko stvari, res je to ena taka večplastnost, ker ni prave razlage. Ne? Ja, nič ni. Ja, čutimo seveda. pa marsikaj, ne? Povejte, gospa. Ja. To odlično projekcijo. Bi pa nekaj tudi rada povedala, da to, kar sem pa jaz videla, je pa to, da je to film, ki izhaja iz nekega drugega filozofskega okolja. Iz okolja, ki verjame v pretekla življenja. In ko se je on poslavljal, je on v bistvu hotel povedati, se vidva v naslednjem življenju. Zato, ker je to v bistvu okolje, ki ima v osnovi vero v to, da se rodimo večkrat, da smo povezani z ljudmi tudi iz prejšnjih življenj in tako. Tako da mislim, da je bilo to tudi povedano tle, da je ona hotela tudi o tem govoriti, kako pravzaprav srečaš nekoga, ki si ga že imel rad, si bil že z njim povezan, kaj se ti zgodi. Bi pa tako rekla še eno stvar v tem filmu. Moč tega filma je v nežnosti. Zelo lepo, pa hvala za tole. Namreč, to je pa tako taka past, ravno to, kar sva mogoče malo zdaj, gre za to, za verjetje, v preteklo življenje in meni je tako nekako bližje to, da je to metafora, pa seveda gre tudi za eno drugo ozadje. Lahko je pa to na nek način tudi ene vrste upanje, in odvisno iz katerega kulturnega ozadja pač izhajaš. Tako da pa tole je pa prav dragoceno, da ste pač dodala. Bi še kdo kaj? Zdaj vsakič pogledam še gor. In to, kar ste zdaj... na balkonu. Prosim? Na balkonu je vprašanje. Na balkonu, ja. Res se slabše vidi zgoraj. Dober dan. No, saj to ne bo vprašanje. Moram reči, da se s predhodnikom in predhodnicami globoko strinjam. Ta film je res izjemno čustven. Me je pa presenetilo, oziroma lepo se mi zdi, kako ta režiserka zna film obdržati v eni realnosti z karakterjem, ki ga ima, ki je ambiciozna, ki hrepeni po Nobelovi nagradi, si predstavlja, da bi jo v Ameriki kot Američanka lahko dobila. Zanimivo je, kako potem v življenju se ti te sanje spreminjajo v neke realnejše kriterije. Ne? Naslednja je Pulitzerjeva nagrada, potem spet nekaj nižjega, kako v bistvu ves čas neko realnost drži ta film.
tudi ko govori ko jo mož sprašuje, kakšen je ta njen prijatelj, ker reče on je zelo Korejc. Ne? Ni tak, kot so moji ameriški Korejci prijatelji. Ne? To je spet ena realnost. Potem tisto, ko se ona z možem pogovarja, ona dva se imata silno rada, ampak vendarle te realne zadeve vleče na dan, ne? Zato, da sem dobila zeleno karto in tako naprej. Mislim, to mi je zelo lepo, kako ona dozira ves film neko realnost v ta čustveni svet. Hvala lepa. Hvala, res in to je to, kar ste vi rekla, ta moč umetnosti. A je še nekdo dobil mikrofon zdaraj? Ne. In mogoče je to trenutek, namreč jaz to pa res verjamem, ne, da je ravno umetnost, ne, pa zdaj katerakoli, ne bo to glasba, film, knjiga, vse zanimivi so tudi detalji, jaz to pol tako rada opazujem, ne, je imela Millerja tam gor na tisti polički od knjig, ne, vedno gledam, kaj je, ne. Na fin način, ne, je nekako zaznamovala te ljudi, ne, da vidiš, kaj berejo, kaj počnejo, pa tudi take Macbetha tudi, koliko je, recimo, prosim te prekinila v razmišljanju, ampak to je nekaj čist bolj vsakdanjega, ampak recimo tisti kratek dialog na meji kanadsko-ameriški, ne, kako carinik sprašuje, ker je pač ona Korejka, ne, kako hiter z malo sredstvi pokaže ta drobni vsakdanji rasizem, ki pač greni življenje, ne, in ki je pa tako nekaj močnega in tako ima take strašne posledice, ne. V bistvu tako, vprosti, da sem prekinila. Ne, saj pa točno k temu prizoru sem hotela in tako, da mi je prav nenavadno, kako tam potem je to tako na dober način tam ona zadržana, je kar tiho, ne. Potem pa, ker v bistvu niti nič ne reče, ne, potem pa. No, pa tudi tisti je krasen, ko mož reče, prav kaj ste po poklicu, pa reče pisatelj, kaj? Oba pisatelja, celo oba. Mislim, a je to kakšen poklic, ne? Ja. No, tudi to, ravno to, da je tako zelo veliko tudi tega humorja. Zelo velika, ne? Fin humor, ker te potem tako, ne, ker včasih ti hoče ratati mečkem hudo, a ne? Olajša. Tako, zelo olajša, Zelo je prebrisano narejen film. Ja, res je, to pa se ne bi domislila tega izraza. No, ampak mogoče pa vseeno za konec nam, ker gre tudi za to, ne, lepo mi vas je bilo zdaj prav vsakega od vas poslušati, ne, in se mi zdi to vedno tako, kot ste vi rekel, da je tle ena taka posebna vzdušja, ne, kako vsak, ki gleda, ne, film, nekaj vidi in nekaj lahko pridoda. In bi mogoče vseeno, zdaj samo še 2 stavka nam povedala Helena, ker vem, da so marsikdo vesel, ne, da si danes z nami o tej knjigi, ne, ki zdaj nastaja, že februarja bo. In tukaj gre za tvoje razmišljanja. No? Čist mal, jaz nič ne vem, kaj dosti o knjigi. Ne? Ja, ne vem, če je tle mesto za to. Ampak sem radovedna. Ne brada tole, ker se pač pogovarjamo o filmu. Jaz včasih kaj napišem, zapišem, oziroma sem to dosti pozno pri sebi odkrila, da mi zelo paše iskati primerno formulacijo za kakšno svoje razmišljanje. No. Prav ta akt pisanja mi je, kako bi rekla, nekaj zelo dragocenega v tem času mojega življenja, ko pač nimam kakšnih drugih posebnih obveznosti in dela. In tako sem včasih na natečaj poslala kakšen esejček in so ga objavili, ne? In potem je pa prišlo to neverjetno povabilo od Mladinske knjige, da bi pač eno knjigo izdali, sem še nekaj zraven malo še dodala k tistemu prejšnjemu, tako da zdaj bo to išlo kot 11 sejev, no je to ena taka knjižca. No to bo za nas tudi en tak dar, ne? Jaz se tega prav veselim. In malo je vezano tudi na te tematike,
ker smo danes govorili. Ja, ne? v bistvu so to razmišljanja veliko o umetnosti, ampak zelo, zelo osebna, ne, in zelo ne strokovna, ne profesionalna. Jaz se temu izogibam, ker se rada predajam umetnosti zelo spontano. Se mi ne zdi potreben, predvsem ne v mojih letih, da bi o tem, kako bi rekla, teoretsko razmišljala, ne. In se mi zdi to tudi kako bi rekla, opazila sem, no, da s tem pristopom se da tudi marsikaj o umetnosti povedati, bodisi o poeziji predvsem. No, jaz sem zadnje čase veliko brala poezijo in zdajle sem se spomnila, v enem od teh esejev jaz pišem o enem pesniku in ravno včeraj je bila obletnica njegove smrti. To je Charles Simic, je njegovo ameriško ime, eden najbolj znamenitih pesnikov zadnjega časa v Ameriki, je lansko leto umrl, ampak on je po rodu Beograjčan in je bil nekoč Dušan Simič in tudi pri njem gre za tole identiteto čist drugo, ne, ker so pač po drugi svetovni vojni so starši emigrirali, čeprav niso bili nič politično zaznamovani, ampak na en drug način, skratka emigrirali so in je pri 15 letih v Ameriko prišel, ne da bi znal angleško in tako naprej in je postal eden glavnih pesnikov. In on ima eno krasno misel kako bi rekla, ki velja tudi za tale film. Namreč on pravi, ne, da umetniško delo je avtorjevo pač dokler ga piše, ne, potem pa to delo svoje življenje začne živeti in tako mi vsi, a ne, odkrivamo mogoče v tem filmu stvari, ki jih mogoče ta bistra režiserka niti se ji niso zdele toliko pomembne, a ne. Mi pa odkrivamo druge stvari. In Simic je tako lepo v enem eseju napisal, da je s pesmijo tako, ne. Misliš, on, ko gre, misli, da gre v cerkev, vse skupaj ga pa pripelje na pasje dirke, ne. Pesem gre po svoje, a ne, in ljudje v njej najdevajo pač in to je pravzaprav bistvo umetnosti, ne. Bistvo umetnosti od nas je, od naše senzibilnosti, od naše seveda kulture ali civiliziranosti ali izobrazbe ali ne vem česa, od vseh teh preteklih življenj, ki smo jih živeli, je od nas odvisno, kako to umetnost doživljamo, ker umetnost sama saj ne obstaja, ne. V bistvu obstaja samo, ko jo mi doživljamo, ne. Helena, hvala, to je pa tako lep zaključek tega najinega pogovora. Lahko smo veseli tega filma, kot ste vi rekli, ne. Hvala vam, a ne, in se srečamo naslednjič, tako da in dober dan, ne. Hvala za povabilo in za lep dan.